Računalniki in pametni telefoni so nam zelo olajšali življenje. Prek spleta lahko nakupujemo, komuniciramo s prijatelji, delamo od doma ali pa plačujemo račune prek elektronskega bančništva. Zato je zelo pomembno, da imamo svoj računalnik ustrezno zaščiten pred virusi in zlorabami. Samo v lanskem letu so jih v Nacionalnem odzivnem centru za omrežne incidente, CICERT, zabeležili skoraj 2000. Med najpogostejšimi zlorabami na internetu, ki jih prejemamo tukaj na našem centru ali pa ljudje pišejo na varninainternetu.si, so vdori v uporabniške račune, vdori v Gmail, vdori v družbena omrežja. Številka 1 so v tem letu izsiljevalski virusi. To so virusi, ki nam zaklenejo vse naše datoteke in dokumente na računalniku. V porastu so goljufije, ki ciljajo na povprečnega uporabnika. To so goljufije pri spletnem bančništvu, lažna sporočila, ki nam pošiljajo goljufi, in goljufije na družbenih omrežjih. Te so v velikem porastu, ker ljudje se ne zavedajo, da družbena omrežja niso igrišče. Lahko jih je uporabljati, obenem pa tako malo naredimo za svojo varnost. Da bo naš računalnik kar najbolje zaščiten pred zlonamerno programsko opremo, je nujna obvezna oprema antivirusni program, ki ga redno posodabljamo, vklopljeni požarni zid in redno posodobljen operacijski sistem. Mi takoj, ko dobimo prijave novega virusa, takoj obvestimo uporabnike. S tem, da potem pač ti virusi ne krožijo samo v Sloveniji, ampak po celem svetu, in potem začnejo računalniški strokovnjaki iskati napake v teh programih, ki so jih napisali računalniški kriminalci. In splošno pravilo je, preden se lotimo nečesa ali kupovanja prek spleta ali družbenih omrežij, da se zelo pozanimamo, vklopimo vse varnostne nastavitve in pač sledimo vsem spremembam. Tudi mobilno napravo je potrebno zaščititi z dobrim zaščitnim programom. Pametni telefon ni samo zmogljiv računalnik v našem žepu. Če ga ne uporabljamo dobro, če ga ne posodabljamo, če ga uporabljamo za igranje spletnih igric, za nalaganje sumljivih aplikacij, bomo tudi tukaj zelo hitro lahko žrtev kakšne od internetnih zlorab. Elektronsko bančništvo se vse bolj uveljavlja kot način poslovanja z banko, saj nam prihrani veliko časa. A tudi tu je potrebna previdnost. S pomočjo lažnih spletnih strani in elektronskih sporočil od nas lahko prek tako imenovanega phishinga izvabijo osebne podatke, kot so številke kreditnih kartic, uporabniška imena in gesla, digitalna potrdila. V spletnem bančništvu smo si predvsem uporabniki sami krivi, če se nam nekaj zgodi. Namreč spletne banke uporabljajo dobre certifikate in pač delujejo na varnih šifriranih povezavah. Ne smemo nasedati lažnim sporočilom, phishing sporočilom, ki naj bi jih pošiljala banka. Banka nam nikoli ne bo poslala sporočila, v katerem nas bo pozivala k ponovnim vpisu v svoj uporabniški račun. Če si želimo zaščititi svoje podatke, redno izvajamo varnostne kopije. Geslo za naše račune naj bo sestavljeno iz naključnih črk in številk, nikoli ne odgovarjajmo na elektronska pisma, ki od nas zahtevajo osebne in finančne podatke. Na spletu objavljajmo čim manj osebnih podatkov in fotografij. Če imamo majhne otroke, pa razmislimo tudi o uporabi programov za starševski nadzor.